se je začelo. Z gostovanjem v Velenju so nogometaši Maribora odprli tekmovalno leto 2011. Po nizu treningov med dolgimi pripravami so vsi že z nestrpnostjo pričakovali prvo uradno tekmo in na igrišču so takoj pokazali, kako zagnano so delali v preteklih tednih. Rudarenka Maribor 2-4. Velenjčani so sprva nakazali, da so v določeni prednosti zaradi že odigranih 90 prvenstvenih minut med tednom. Prvi je zapretil Grbič, začelo se je s 3 koti za Rudar. Šestnajsta minuta pa je že prinesla vodstvo Maribora. Spretno akcijo ob sodelovanju skoraj celotnega moštva. Najprej Cvijanović do Mezge, ki je podal Vilerju, novopečeni reprezentant je spretno poslal žogo pred gol, kjer jo je Tavares potisnil v mrežo. Ob tem, kako je bil ustavljen Mertel v kazenskem prostoru, bi lahko dočakali tudi 11 metrovko, toda sodnik Jug se ni oglasil. Naslednji je velenjska vrata ogrozil Mezga, udarec z 18 metrov je končal mimo desne vratnice. Po obdobju prevlade gostov je Mešić prišel do udarca in po daljšem času gre od dlani vratarja Radana, ki ni dovolil presenečenja. Nemočen pa je bil mariborski vratar ob naslednjem poskusu, tik pred odmorom, izenačenje v režiji Mojakovića. Res mojstrski zadetek za 1-1. To je bila ustrezna napoved za še živahnejše dogajanje v drugem polčasu. Po predložku Mertla je imel z glavo obetavno priložnost Vidović, ki se je pridružil napadu in poslal žogo mimo gola. Nato pa dvojni udarec mariborske ekipe za pobeg na 3-1 v 3 minutah. Ob udarcu Dodleka je žoga v kazenskem prostoru Novakovića zadela v roko, sodnik je pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec z udarcem po tleh v desni kot je bil Mezga. Moramo zabiti iz penala, to je važno, zabijati iz svih pozicija, tako da i penal, i zvana šutevi, i svi golovi su dobro došli. Pa da, zadovoljni smo s tekmom, dobro smo odigrali. Mislim da je momčad puna samopouzdanja, da se dobro osjećamo na terenu i zato postižemo tako dobre rezultate. Sve je dobro posloženo u klubu i mislim da nemamo razloga da ne igramo tako dobro kao što igramo i zadovoljni smo jako s 3 bodom. Za 1-3 je poskrbel Velikonja, ki je že v prvi uradni tekmi zanka Maribor zatresel mrežo. Podobno je Tavares, novi član moštva, je bliskovito ušel branilcem in ob soočenju z vratarjem mojstrsko poslal žogo v desni kot. Velikonja, 1-3. Vsekakor sem zelo zadovoljen, ampak pač to se lahko sam zahvalim svojim soigralcem, strokovnemu štabu in vsem, ki so mi omogočili, da sem se hitro vklopil v novo sredino in res sem zelo zadovoljen. Ja, vsekakor pomembno je pač, da smo 4-krat zadeli,
Tudi, ne vem, žogo smo dobro držali v svoji posesti, tako da mislim, da smo lahko zadovoljni. Pač, ko ste lahko videli, bila tekma zelo težka. Nasprotnik je odigral dobro tekmo, vendar mi smo dominirali vseh 90 minut in na koncu tudi zasluženo zmagali. Da Velenjčani niso obupali, je najprej napovedal Novakovič. Žoga je zadela vratnico. Še konkretnejši so bili v naslednji akciji, ko so uspeli zmanjšati zaostanek. Po predložku Jeseničnika je Čadikovski z glavo preusmeril žogo za 2:3. Za piko na i dinamični tekmi pa še drugi gol Mezge. Silovitim, natančno odmerjenim udarcem za končnih 2:4 in prvo veselje igralcev in navijačev Maribora v novem letu. Dejan Mezga, 2:4. Tako, zelo smo zadovoljni s tem, kar smo danes prikazali. Jasno je, da po tako dolgi pauzi je to pričakovanje še toliko večje, vendar smo upravili tekmo z odliko. Fantje so igrali dobro, večji del tekme smo bili veliko boljši nasprotniki in zasluženo zmagali. V prvem polčasu po tem začetnem pritisku nasprotnika, ko je imel 3 prekinitve zaporedoma, smo enostavno dominirali, bili 30 minut izredno razpoloženi, priložnosti prvo zadeli, pa priložnosti so se vrstile. Potem smo imeli v neki fazi prvega polčasa tudi moment, ko nismo bili več natančni, potem nas je nasprotnik kaznoval, v drugem polčasu pa v pravem trenutku zadetki, tako da kljub temu, da je potem v nekem trenutku nasprotnik znižal rezultat, da nam je prišel na en gol, smo rutinirano potem pripeljali tekmo do konca, zasluženo zmagali, kajti enostavno smo imeli več od igre.